Torej, danes bi radi se posvetili seveda delu Ministrstva za kmetijstvo. Mi oba v naši stranki pokrivamo to področje. Jaz, kot veste, strokovno na delu predvsem veterine, pa tudi varne hrane. Gospod Janez Beja pa v praksi, ker je tudi kmet. Tudi kmet iz skupine kmetijstva, ki je najtežje, in to so gorski kmetje. Zato smo vas danes prosili, da nam prisluhnete in da preko vas, tudi preko medijev, sporočimo ministrici, da bo tudi na tem področju morala nekaj narediti, če bo lahko pravzaprav čez 3 mesece stopila pred volivce in rekla, da so nekaj naredili za samooskrbo, o tem, o čemer tako radi vsi govorimo. Zato jaz predlagam, da Janez na kratko pove, v čem je ta trenutek problem, potem bom pa še jaz nekaj o upravi za varno hrano, ki je tudi problem. Ja, hvala, gospod poslanka. Lep pozdrav vsem medijem, vsem prisotnim. Ja, tako kot je že bilo omenjeno, prihajam iz hribovske kmetije in zelo strme. In če kdo ve, kaj je hribovsko kmetijstvo, sigurno sem to jaz. In zakaj smo se danes zbrali in zakaj sem jaz danes tule? Predvsem zaradi razpisa za gorske kmetije. Glejte, nas gorske kmetije preko 32 tisoč kmetov. In denarja je bilo za teh 32 tisoč samo 7 milijonov. Še bolj od tega je pa to, da je teh 7 milijonov bo pobralo samo dobrih 60 kmetij. In kaj pa ostale kmetije, ki nas je toliko? Glejte, dnevno opuščajo kmetije, dnevno se ugašajo kmetije. In razdelitev, kakršna je bila v tem razpisu, je predvsem nepravična, nepoštena, predvsem pa ima ogromno ugank. Najprej uganka, zakaj so 2-krat podaljšali rok. Verjetno so načakali določene kmete, da so izpolnili vse pogoje, da so prišli zdaj notri v ta sistem. Drugo, kar me pa zelo žalosti, 7 milijonov bomo zapravili za ekološke kmete, ali bomo od tega prebivalci, ali bo samooskrba kaj večja, ker veste, ekološke kmetje v večini pri nas ne pridelujejo veliko ali pa skoraj nič. Edino, kar delajo, ohranjajo krajino, kar je seveda tudi pozitivno, ampak vedno, ko delimo naš denar davkoplačevalcev, moramo gledati široko. Kako široko? Najprej, da je samooskrba, potem, da je ohranjanje podeželja, drugo pa tudi, da čim širši krog kmetov zavzamemo v to malho, ki je pa seveda premajhna. In veste, v teh dneh se je veliko pisalo, veliko govorilo, ampak iz ministrstva in sama ministrica pa ni odgovorila skoraj na nobeno vprašanje. In res si želim, da bo ministrica znala pojasniti in tudi znala odpreti vse točkovanje, cel razpis in kdo je dobil in zakaj je dobil. Ker drugače resnično bomo zahtevali razveljavitev razpisa in ponovni razpis, ki bo pošten, predvsem pa pregleden. Tako da, lejte, res si ne želimo pri takem številu kmetov, ki kmetujemo, da se razmetava z denarjem davkoplačevalskim, predvsem pa razmetava tako, da nekaj 10 kmetov dobi po nekaj 100 tisoč, vsi ostali 30 tisoč, 32 tisoč pa niti centa. Hvala lepa. Mogoče bi jaz nadaljevala, ker je Janez se ustavil. Lahko rečemo, da so kmetje nezadovoljni. Večina kmetov je nezadovoljna. Zakaj? Zato, ker
Ta ministrica, ki prihaja iz stranke Svoboda, dejansko kmetov ne razume. In kmeti mi že dolgo časa pravijo, da bi najrajši videli, da ne dela nič in da počakamo, da je konec te zgodbe. Jaz bom opozorila samo še na eno zgodbo, ki ne da samo ogroža slovensko kmetijstvo, ampak ogroža tudi slovensko mesno in drugo predelovalno industrijo, trgovanje z živalmi. Glejte, Uprava za varno hrano je že od 7. novembra brez vodenja. Se spomnite, ko je 900.000 ljudem omogočil sistem Uprave za varno hrano vpogled v njihove osebne podatke, je gospa ministrica Čalušić stopila pred kamere in je rekla: mi prevzemamo odgovornost. Zato sprejemam odstop generalne direktorice Uprave za varno hrano, ker mi, torej mislila je njih, Svoboda, mi smo drugačni. Mi delamo drugače. In oni res delajo drugače. 7. novembra je odstopila. A se spomnite, je vlada imenovala koga drugega, da bi vodil to upravo. 31. maja leta 2003 je vlada razrešila njenega namestnika. Takrat je bil direktor. Torej, Upravo za varno hrano vodita dva, ki nimata pooblastil. Eden je razrešen, drugi je pa na poti iz Dunajske, kjer domuje Ministrstvo za kmetijstvo, na Gregorčičevo, kjer je vlada, ki bi morala to direktorico, katere odstop je ministrica sprejela, da bi rešila svojo politično kariero, zdaj še vedno tam dela. In morda se vam to ne zdi nič hudega. Jaz vam pa povem, da je. Mi smo na začetku leta, ko je treba delati poročila za nazaj in programe dela za naprej. In programi dela, predvsem programi uradnega nadzora in vzorčenja na različne ostanke rezidov v vseh živilih morajo biti skladni in enaki, kot so v Evropski uniji. A mislite, da nekdo, ki je v odstopu, se sekira, da bo naredil tak program? Kdo bo pa prevzel odgovornost, če program rezidua ne bo potekal skladno z evropskim programom? Nihče, zato ker ta vlada ne ve, kaj je to odgovornost. Kdo bo pa utrpel škodo? Najprej potrošniki, ker ne bomo mogli reči, da je hrana varna. Ampak, če se zaustavi trgovanje, kajti izvajanje uradnega nadzora, kamor sodi tudi vzorčenje, je pogoj za prost pretok blaga na področju Evropske unije. In tudi, kaj če se ustavi trgovanje z živimi živalmi. Torej, ministrici sporočam, naj se preneha igrati na eni strani z zdravjem ljudi, z varnostjo hrane in na drugi strani z delom gospodarstva, ki se mu reče kmetijstvo, trgovina, pridelava, predelava in prodaja hrane. Če ni to dovolj velik razlog, da se razmisli in odstopi, jaz večjega razloga ne vidim. In tudi vsi tisti, ki štango držijo, naj se zamislijo. Z informacijsko pooblaščenko. Sama sem 2.12. ji prijavila sum kršitve varstva osebnih podatkov. Torej, a se počutite ugodno, ko nikoli ne veste, če imate slučajno psa ali mačko, ali ste imeli kdaj kakšen kontakt z ministrstvom za kmetijstvo? A se počutite varno? Se ne veste, kdaj bo zlorabil kdo vaš EMŠO ali vašo davčno. In ko sem informacijski pooblaščenki dala 2.12. prijavo naj ukrepa zaradi kršitve osebnih podatkov, mi je nazaj napisala odgovor, da je mojo prijavo odstopila tudi organov pregona. Prav. Se jaz mislim, da gre za sum storitve kaznivega dejanja. Ampak o svojem delu niti besede. Če se kdo spomni njene predstavitve na našem odboru, ko je rekla, da je šlo za hujšo kršitev,
in da je bil o teh kršitvah obveščen tudi Svet za nacionalno varnost, je rekla, da bojo v najkrajšem možnem času ukrepali zoper te, ki so tako veliko napako naredili. Nihče ne ukrepa nič. Pod svobodo je dovoljeno vse. Znajdite se, kakor se veste in se znate. Zato za v bodoče najprej, kaj potrebujemo? V naslednji vladi potrebujemo ministra za kmetijstvo, ki bo kmetijstvo poznal, ne samo imel rad živalice in se z njimi slikal, ki bo imel politično težo najmanj kot podpredsednik vlade. Zakaj? Zato, ker v naslednjem mandatu bo treba potrditi in izvajati skupno kmetijsko politiko Evropske unije 2028-34. Takrat se bo pa denar delil in vsak evro bo treba pravilno usmeriti, tako kot je rekel moj kolega, da bo evro odbrodil 3 evre, beri, da bo iz evra nastala hrana, ki jo rabimo. Zato si srčno želim, da bo kakršnakoli bo naslednja vlada prepoznala to kmetijstvo, ne samo po tem, da je treba imeti rad živali in mačke čipirati, ampak da je treba kmetijstvo podpirati, če hočemo biti res neodvisni. Treba bo vse kmete poslušati in kmetom dati denar za njihovo delo. Se pravi, kmetje morajo od svojega kmetijstva živeti. Oni niso naši sužnji, oni za nas delajo. In zato si v Novi Sloveniji prizadevamo, da bi v naslednji vladi vodil Ministrstvo za kmetijstvo nekdo, ki bi mu kmetje zaupali in ki bi kmete tudi znal razumeti in z njimi v dialogu tudi delil ta evropski denar. Hvala lepa. Ja, Petra, Slovenija za gospoda Vero. Poglejte, mene zanima, vi ste dejali 7 milijonov za ohranjanje narave, razdeljeno 60 kmetijam, 32 tisoč je pa kmetij, gorskih kmetij. Koliko bi bilo po vašem mnenju potrebno denarja, da bi bilo, ne vem, pošteno razdeljeno med ostalih 32 tisoč kmetij in zakaj konkretno? Lejte, na ta vprašanje je težko odgovoriti, denarja nam ni nikoli dovolj, ne? In nikoli ga ne bo dovolj. Ampak predvsem se moramo pa zavedati nekaj, da tisti denar, ki je, ga je treba pametno, predvsem pa denar, tako kot je poslanka rekla, obrniti tako, da ga lahko 2-krat, 3-krat obogatimo. In to je bistvo. Zdaj, jaz verjamem, da bo še kakšen razpis in da bo bolj pravičen za gorske kmete in za gorske kmetije. Ampak predvsem nas žalosti to, poglejte, prejšnjo programsko obdobje je bilo upravičenih samo 2000, manj kot 2000, mislim, da 1700 kmetov, ki so bili uspešnih na razpisih, govorim za vse kmete, od ravninskih, hribovskih in tako naprej. Samo 1700 kmetij. Vlog je pa 55 tisoč kmetov za podjetji verjetno je. In to ni pošteno. In mislim, da ker se ne znamo iti oziroma vedno imajo te, veste, največja težava je v tem, da tisti, ki ima veliko, dobi še več. In to je napaka sistema, napaka Ministrstva za kmetijstvo že dolga leta. In jaz sam se precej nagibam, da resnično omejimo investicijska sredstva, ker vse investicije grejo po liniji tistih vez in log, ne pa poštenja, da investicijska sredstva razdelimo na površino, tukaj se pa ne moramo, vsak ve, koliko ima površine, kakšne ima, predvsem na površine OMD. Mi smo prav včeraj imeli en sestanek, kjer zahtevamo, da se točka OMD, kjer je najbolj pošteno in najbolj razvidno, pa še nekaj je, ne? Preko 60%, 65% vseh površin imamo v OMD območjih. In če na ta območje razdelimo ta denar, investicijski denar, bo res prišel do vseh kmetov,
potem pa naj kmetje delajo, kar želijo, predvsem pa upam, da bojo investirali.